Jadranje okoli sveta je en življenjski cilj, dajmo reči bucket list. S seboj bi pa vzel svojo zaročenko, zato ker se lahko nanjo zanesem, tako pri jadralskih manevrih, kakor pri pripravi odličnih obrokov, predvsem pa pri bodrenju v težkih trenutkih in zahtevnih vremenskih razmerah. Pri svojem delu imam najraje to, da lahko rešujem kompleksne probleme v različnih industrijah in se na ta način zelo veliko naučim. Poleg tega me pa motivira to, da lahko spoznavam zelo zanimive ljudi, tako na strani svojih sodelavcev, tudi internacionalno, kot pa tudi na strani stranke, kjer je to ponavadi middle oziroma top management in so to ljudje, ki ponavadi navdušujejo. Zame je uspeh win-win situacija. Se pravi, da lahko stranki oziroma nekomu pomagam z nekim svojim specifičnim znanjem, ustvarim neko dodano vrednost in smo zaradi tega vsi na boljši situaciji, predvsem pa se tega nekaj naučimo in pa poglobimo svoje medsebojne odnose. Dober lider ima par stvari. Prvo mora vedeti, kam gre. Pomembna je pot in pomemben je cilj, ki ga želi doseči. Potem je pomembno, kako bo to pot postavil v neke vmesne, dosegljive cilje. Tretji del je, da zna okoli sebe zbrati ekipo, ki bo pomagala dosegati cilje. In pa četrti del je, da opolnomoči to ekipo, da bo skupaj z njim lahko dosegala te cilje. Prebral sem knjigo Principles avtorja Ray Dalio in najbolj me je pritegnilo pri knjigi to, da v bistvu razlaga ta načela, kako imeti uspešno življenje, kako biti dober decision maker in kako vzpostaviti podjetje, ki bo na dolgi rok delalo tudi brez ustanovitelja in dolgoletnega CEO-ja. Janko ni v službi. To je dobro vprašanje. Najraje jadra, to smo že povedali. Najraje sem na čolnu s prijatelji, sonce, morje, prijeten topu maestral, po strani jadrnica, ni lepšega. Sicer pa rad tudi telovadim, obiskujem eno telovadnico, pa rad preživljam čas v naravi in pa s prijatelji. Sem bolj človek, ki rad rešuje probleme na konceptualnem nivoju in v bistvu konzulting je ravno to. Vsak projekt je nekaj drugega, je kompleksen, ima svojo časovnico, ima različne ljudi in tukaj jaz vidim ta zelo veliko podobnost. Ne bi pa rekel zdaj, da se ne bom še kdaj vrnil v gradbeništvo. Dajana, kaj naredi dobrega pravnika?